Lep prisrčen pozdrav ponovno vsem skupaj. No in danes bom pa govorila o temi prijateljstvo. Meni se zdi, da je danes to nekako najbolj nepojasnjena definicija, kdo in kakšen je pravi prijatelj. Obstaja različna mišljenja okrog te teme. Nekateri trdite, da ima prijateljstvo in kolegialnost isti pomen, spet drugi, da je prijateljstvo veliko bolj pristno od kolegialnosti. Za mene osebno je to velika razlika, torej kolega in pa prijatelj. Prijateljstvo je nekaj, kar vsi potrebujemo, saj smo na koncu koncev družabna bitja. Meni je včasih prav smešno, ko poslušam danes te naše mlade in imenuje nekoga za prijatelja oziroma prijateljico, pa tega človeka sploh prav ne poznajo oziroma ne po imenu. Definicija prijateljstva je odnos med dvema osebama, lahko seveda tudi več njih, ki niso partnerji, a se med seboj zelo dobro razumejo. Pomagajo vam, ko imate težave, lahko se zanesete na njih in seveda oni na vas. To je vrednota, ki je poleg družine najpomembnejša v življenju, saj prav z njimi preživite najlepše trenutke svojega življenja. Jaz imam svojo najboljšo prijateljico že od svojega 2. leta starosti, z njo imam najlepše spomine svojega otroštva, najlepše spomine najstniških let in še lepše spomine ustvarjamo prav danes in resnično jo imam rada, kot bi bila moja sestra, čeprav nimama skupno ne mame in ne očeta. Ena druga resnično poznama in nimama skrivnosti. Verjamite mi, da stara prijateljstva so neprecenljiva. Seveda se v toku življenja rodijo nova, srečamo sorodne duše, se zbližamo z njimi, se vzljubimo in se tako ustvarijo tista prava prijateljstva. Dajte pogledati okrog sebe in naštejte svoje prave prijatelje. Prijatelje, ki si za vas vzamejo čas, vas znajo poslušati, spoštovati, imeti radi takšne, kot ste. Uživate z njimi tudi, ko si nimate kaj za povedati in sedite v tišini ob njih. Koliko je takšnih okrog vas? In sedaj se ozrite vase, bodite iskreni in si odgovorite, kakšen prijatelj pa ste sami sebi. Največ časa seveda preživimo prav sami seboj, največ se pogovarjamo sami seboj. In ugotovila sem, da veliko ljudi se znate zelo kritizirati, obsojati, kriviti, kregati, kaznovati, znate biti celo do samega sebe zelo neprijazni in tudi kdaj pa kdaj grobi. In potem se vprašam, če sami sebi ne znate biti najboljši prijatelj, kakšni prijatelj ste potem do nekoga, do osebe, ki ste ga sprejeli v svoje življenje in ga imenujete prijatelj. Zakaj bi bili do nekoga drugega boljši, kot ste do samega sebe? Bolj kot boste sebe sprejeli, se imeli radi, vzljubili tudi svoje napake, se znali pohvaliti, bili iskreni sami seboj, se cenili, se nasmejali na svoje šale, ja, lažje boste nekomu drugemu dali točno to, kar ste v resnici. Drugemu boste dali iskreno odločitev vas sprejeti v svoje življenje ali pa ne. Razumite namreč, da prijatelji so vaš odsev, kot da bi se gledali v ogledalo. Na podlagi vaših prijateljev vas tudi drugi ocenjujejo. Se poznate tisti pregovor, pokaži mi svoje prijatelje in povem ti, kdo si. Kaj vam koristi nekoga imenovati prijatelj oziroma prijateljica, če vas pa za hrbtom ogovarja, do vas je nesramen, vam laže, vas pred družbo potunka na tla samo zato, da on zablesti? Prej kot boste razumeli, da je človek nasproti vas odsev vas samih, lažje se boste zavedali svojih negativnih oziroma ne zavedali, prepoznali svoje negativne oziroma pozitivne lastnosti. Zakaj nekateri odhajajo iz vašega življenja? Je zato, ker je nekdo od vas, torej vi ali pa vaš prijatelj oziroma prijateljica,
osebnostno zrasel. Jaz si namreč ne predstavljam, da bi me lahko karkoli vezalo na nekoga, s katerim sem pred leti sedela v isti šolski klopi, če s to osebo nimam skupnih interesov več, skupnih ciljev, ne temo pogovorov. Življenje vas bo vedno pripeljalo do ljudi, s katerimi ste na enakih frekvencah oziroma na istih energijah. Ne bodite v strahu, da boste kdaj ostali sami, ker bo vedno nekdo po naključju, čeprav jaz pravim, da naključji ni, da ne obstajajo, torej stopil v vaše življenje. Ta nekdo bo naravnan točno tako, kot ste sami v tistem trenutku. Prijateljstvo temelji na ljubezni, spoštovanju in na zaupanju. Prijateljstvu se je potrebno posvetiti, vlagati vanj, če seveda želite, da bo to trajalo. Ni stvari, katera se ne da oprostiti pravemu prijatelju, ker verjamite mi, da pravi prijatelj nikdar ne bo naredil nepopravljive stvari. Prijatelj je vaš drugi dom in edini član družine, katerega izberete sami. Bodite sam sebi najboljši prijatelj, najdite v sebi najboljšo verzijo in to delite tudi z drugimi ljudmi in dajte to iz sebe. Uživajte.